Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je že 12. organizirala konferenco z področja informatizacije procesov vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter univerzah za vsa življenjska obdobja. Tako imenovana konferenca Vivid bo potekala 16. oktobra 2009 na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani v okviru mednarodne multikonference Informacijska družba 2009, katero so organizirajo Ministrstvo za šolstvo in šport, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Center za mobilnost in evropske programe usposabljanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Slovensko društvo informatika. Informacijska družba je predvsem izjemno človeška družba. To je družba človeških odnosov, ki pa skuša uporabljati tehnologijo tako, da nam je bilo v teh odnosih, v kvaliteti življenja čim bolje. Tehnologija je šla od kladiva in dleta preko svinčnika vse do računalnika in računalniških komunikacij in upam, da smo v tej svoji človečnosti pri tem napredovali. Profesor dr. Vladislav Rajkovič je v okviru konference Vivid prejel nagrado za izjemen prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe. Kot pravi sam, je slovenska družba zelo dobro seznanjena s pojmom informacijske družbe, poleg tega pa je pomembno, da se v to družbo vključujejo tako mladi kot tudi starejši ljudje. Raven je po mojem v redu, zlasti če gledamo v svetovnem merilu, morda premalo izkoriščamo vse tiste nove kvalitete, ki nam jih tehnologija današnjih dni ponuja. Predvsem bi pa rekel to, da je za ozaveščenost zelo pomembna samopodoba človeka, samopodoba državljana, ki izpolnjuje predvsem svoje človeške državljanske dolžnosti, pa si s tem do nove kvalitete svojega življenja pomaga tudi z informacijsko tehnologijo. Ali je po vašem mnenju pomembno, da se informacijsko izobražujejo tudi nekoliko mlajši in pa nekoliko starejši ljudje, pa zakaj? Seveda, brez znanja, ki ga skušamo pretvoriti tudi v modrost, ni uspeha niti na tehničnem, niti na družboslovnem, pa tudi ne na osebnem področju. Za to obliko družbe je še posebej pomembna informacijska tehnologija, ki ima sicer širše gledano centralno vlogo tudi pri produkciji, ekonomiji in družbi na splošno. Hkrati se na informacijsko družbo gleda kot na naslednico industrijske družbe, zato je informacijska tehnologija nedvomno in predvsem tehnologija sedanjosti. Kaj bo pa prihodnost prinesla, če bomo zmeraj smatrali kot izziv sedanjosti, bo tudi v prihodnje to z nami. Za konec pa še to, kaj ponuja letošnja konferenca Vivid 2009? Ja, letošnja konferenca ponuja predvsem stik z raziskovalci in praktiki na področju vzgoje in izobraževanja na vseh nivojih. Od predšolske vzgoje in izobraževanja pa vse do izobraževanja v 3. življenjskem obdobju, kjer se bomo srečali in skušali poiskati določene rešitve. Namreč izziv je v tem, kako si s tehnologijo pomagati pri naših kognitivnih procesih, kot sem že omenil, da bi si izboljšali kvaliteto življenja in dela.